Pozdravljeni. Po dirki za veliko nagrado Avstrije sem dobil vprašanje strani enega iz mojih sledilcev oziroma gledalcev, katerega je zanimalo, kako so lahko komisarji v incidentu med Leclercem pa Verstappenom odločili, da je bila dirkaška nesreča brez kazni, namreč nekaj let poprej v sezoni 2016 so v podobnem primeru med Verstappenom pa Rosberga kaznovali s 5 sekundami kaznimi. Upravičeno vprašanje, argumentirano vprašanje, celo bližnjico do posnetka mi je posredoval in ker se zavedam dejstva, da neumnih vprašanj ni, butastih vprašanj ni, so le možni butasti odgovori, je bilo potrebno, da sem se vzel čas, da sem pogledal vso dokumentacijo, da bi dal kar se da dober odgovor, zakaj je prišlo do različne odločitve oziroma so zgrešili ali ne. Najprej je bilo treba pogledati, kaj se v resnici zgodilo leta 2016, kajti dostikrat se zgodi, da so tiste odločitve, katere so vodile do neke kazni, bistveno drugače osnovane od tistega, kar vsi mislimo. Seveda na strani FIA so arhivi vsaj za desetletje nazaj, to se pravi sezona 2016 sploh ni bila sporna, dobil sem poročilo, dobil sem tudi pravilnik, kateri je podoben tistemu, ki je danes, to se pravi, ni bilo velikih sprememb, saj na tem področju. Pogledal sem film, pogledal, kaj je bilo napisano. Začela sva diskusijo in na koncu ugotovila, da pravzaprav incidenta sploh nista primerljiva med sabo. Kajti prvi incident, tisti med Rosbergom pa Verstappenom, se je zgodil v začetni fazi ovinka. Šlo je za incident, za dotik, za zapiranje v zaviranju. Namreč Rosberg je naredil tisti tako imenovan manever dive bomb. Bil je dolg na zaviranju, sedaj se ne bomo spuščali v to, ali je bilo to namerno ali ne. Bil je dolg, presekal je tisto linijo Verstappena in ta je imel dve možnosti, ali zavije s proge ali trči v Rosberga. S tem, ko je naredil to napako, je pridobil prednost, kajti nasprotniku ni dovolil do tega, da bi vozil po svoji liniji. Seveda upravičena kazen. Po drugi strani imamo ta incident, preiskovani incident med Verstappenom pa Leclercem na veliki nagradi Avstrije, ko sta oba že šla čez tisti vrhunec ovinka. Iz faze zaviranja sta šla v fazo pospeševanja. Bila sta vzporedno, vsekakor Verstappen na notranji strani ovinka je bil več kot polovico bolida naprej v primerjavi z Leclercem, to se pravi, bil je čez tisto polovico bolida Leclerca in pravilnik pravi, da v takem primeru ima prednost izbire linije notranji, tisti na notranji strani ovinka, to se pravi Verstappen. Leclerc bi tu moral popustiti, če bi hotel oziroma sprejeti riziko. Seveda prišlo je do trka, kateri je bil nenameren. Nenameren trk pomeni, da nihče izmed obeh vpletenih ni namerno zavil svojega nasprotnika. Vsak je sledil svoji liniji, linija izven ovinka je bila takrat pa, kolikor je jasno, na robnik. V tem primeru vidimo tudi po razložitvi, ki je možno jo dobiti tudi na strani FIA v tem poročilu o incidentu, da je šlo za tipično dirkaško srečo. Če je koga za nekako okriviti za to prehitevanje, je Leclerca. To pa govorim zaradi to, ker moje osebno videnje, kajti pustil je preveč prostora Verstappen, dal mu je možnost, da mu pride na notranjo stran, imel je lahko slabe pneumatike, bil je lahko presenečen nad manevrom, čeprav je Verstappen poskušal že krog prej in sam mu je dal možnost, da mu je prišel na notranjo stran. Ampak ta v navednicah krivda, ne govorimo o kakšni krivdi za kazen, ta krivda ga je samo stala mesta, kajti pustil je nasprotniku možnost, da mu sploh izpelje ta manever. Kajti zavedati se moramo, da imamo dva pravilnika v Formuli 1. In ne govorimo o tem, da imamo pravilnik za ene ekipe in pravilnik za druge ekipe, ampak imamo športni in imamo tehnični pravilnik. Tehnični pravilnik je bistveno manj sporen, kajti tukaj ni velikih vsebin. Vkolikor je nekaj izven tistih mer, ki so določeni v tehničnem pravilniku, sledi kazen milimeter, meter ali kilometer. Športni pravilnik ima več vsebin, kajti nemogoče je definirati vseh situacij, ki se lahko zgodijo na progi. In spomnimo se velikanov Formule 1, kot sta bila Ayrton Senna ali Michael Schumacher.
Ona dva sta znala izkoristiti vsako piko, vsako podrobnost športnega pravilnika, da sta nasprotnika prisilila v napako. In prav njima dvema gre zasluge, da se je tudi športni pravilnik začel razvijati, da se je začelo razmišljati o teh sivinah v pravilniku. In tu ne govorim, da sta ona dva sleparila ali kaj takega, daleč od tega, bila sta ena izmed najboljših, kar smo jih videli, in zaradi tega sta tudi znala izkoristiti prednost, ki jim je dajal pravilnik. In prav to znanje jim je pomagalo tudi mnogokrat, da sta osvojila vse tiste zmage, ki sta jih imela. Pri primerjavi raznih incidentov skozi zgodovino moramo biti izjemno pozorni. Tisto, kar se nam zdi lahko na prvi pogled enako, ukolikor vzamemo neko metodo, pogledamo, kaj je bilo narobe, kaj je bilo sporno, kakšna so bila pravila v tistem obdobju. Ko pogledamo vse to, lahko vidimo, da stvari sploh niso primerljive med sabo. In tudi komisarji morajo prekleto dobro preštudirati, preden napišejo kazen, preden napišejo poročilo. Zato tudi je malo verjetno, da bomo koga videli, da bi zaradi nepoznavanja ali neznanja ustrelil tako velikega kozla. Problem je prvo, da moramo razumeti, zakaj so se komisarji tako odločili v določenem primeru in nato primerjati to z ostalimi primeri. Težko je, komplicirano, a bistveno bolj fer in bolj pristno kot tisto, da se naenkrat še v tistem zagonu navijaštva začne kričati o nekonsistentnosti, o prodanih komisarjih in o butastih pravilih. Pravila so ali niso butasta, a vseeno jih moramo spoštovati. Hvala za vašo pozornost, pa nasvidenje.